Dobrodošli v naši oddaji. Prejšnjič smo se pogovarjali o izobraževanju za poklice v zdravstvu. Dotaknili smo se tudi prakse. Danes pa bo to naša glavna tema. Današnjemu srečanju smo dali naslov Teorija ali praksa. Kdaj se naučim več? Z vami smo dijaki četrtega letnika zdravstvene šole iz Nove Gorice. Sara Bagon, Dana Begovič, Pija Černe, Aljaš Ušaj in jaz, Rene Humar. Ali znanje bolje osvojimo iz knjig ali pa se najpomembnejše izkušnje in veščine pridobijo šele na terenu med prakso? Kako se zdravstvo uči? Je teoretično znanje enako pomembno kot praktične izkušnje? Je težko usklajevati obveznosti v šoli in na praksi? V naši oddaji bomo skušali razkriti, kako to doživljamo in kaj menimo, da nam bo v prihodnosti najbolj koristilo. Pridružite se nam. No, Dana, kaj imaš raje? Teorijo ali prakso? Jaz imam raje prakso kot teorijo, ker se več naučim iz tega praktičnega dela, kot pa da berem doma iz učbenika. Razloži nam, kako se povezuje teoretično znanje pridobljeno v šoli z realnimi situacijami, s katerimi se srečuješ oziroma se vsi srečujemo na usposabljanju, pri praksi, študentskem delu in v življenju nasploh. Ja, praksa in teorija se ful povezujejo, zato ker če ne bi šli v šoli skozi ta teoretični del, tudi pač na praksi ne bi vedeli, kaj delamo in kako moramo kaj izvajati. No, Pija, kako pa sploh poteka naše praktično usposabljanje? Ja, naše praktično usposabljanje je sestavljeno iz 3 delov. Najprej se v prvih 2 letnikih naučimo osnovnih stvari v kabinetih, ki so po novem tudi prenovljeni. Nato nadaljujemo v bolnišnico, kjer imamo klinične vaje na različnih oddelkih, internističnih ali kirurških. In na koncu imamo še prakso pri delodajalcu, ki pa si vsak sam izbere, kjer bi jo izvajal. No, kot smo slišali, očitno teoretično znanje ni dovolj za učinkovito opravljanje nalog. Ali menite, da bi bilo koristno, da bi v okviru izobraževanja imeli še več praktičnega dela ali obstoječi programi ponujajo dovolj? Bilo bi pač boljše, da bi imeli več prakse, ker bi se bolj navadili določene intervencije, bolj bi se navadili pogovarjati s pacientami in bi bilo boljše, da bi imeli tudi več prakse. Sara in Pija, september ste preživeli na Norveškem. V okviru Erasmus plus mobilnosti sta se podali na prakso v domu upokojencev na sever. Kakšna izkušnja je za vama? Ja, za nama je definitivno super izkušnja. Uživali smo, spoznali smo njihovo kulturo, tradicije in pa se naučili nekako, kako komunicirati z sploh starejšimi osebami, ki ne poznajo mi njihovega in oni našega jezika. No, prav to. V tujini ste spoznali tudi, kako je s pacienti komunicirati v tujem jeziku. Kako pomembna je komunikacija s pacienti in sodelavci na splošno? Ja, komunikacija je zelo pomembna, predvsem pa je pomembna neverbalna komunikacija, saj je neznanje njihovega jezika majhna oziroma velika ovira. Predvsem so veseli, če pa pokažeš entuziazem za to, da bi se pač rad naučil njihov jezik oziroma se naučiš kakšno njihovo besedo. Tudi midve sva se jih par naučile, naprimer halu, kar pomeni živjo oziroma dober dan, in hade, kar pomeni nasvidenje oziroma adijo. No, praktično delo s pacientom prinaša tudi obremenitve. Človek se mora večkrat hitro odločiti. To je vse stresno. Kako se s stresom spopadate? Ja, s stresom se definitivno ni lahko spopadati, pa v zdravstvu je seveda in v šoli je ogromno stresnih situacij. Pomembno je, da imaš zraven svojega dela, šole, še nek hobi, ki te sprošča in da k stresnim situacijam pristopiš umirjeno, vsaj čim bolj, kar se da. Kaj pa na šoli? Imate kakšno pomoč profesorjev? Ja, seveda, profesori so nam vedno pripravljeni priskočiti na pomoč, če pa oni ne morejo oziroma nam ne znajo pomagati, pa nam svetujejo, na koga naj se obrnemo. Za konec pa še, kaj ste na praksi odkrili o sebi? Predvsem to, da mi je zelo všeč delo s starejšimi. No. Jaz sem odkrila to, da sem pač izbrala ta pravo šolo in poklic zase. Odkril sem, da pač zdravstvo mi je všeč, če bi se še enkrat vpisoval v srednjo šolo, ne bi se vpisal na zdravstveno šolo. Jaz pa sem odkrila predvsem to, da rada delam v timu in da mi je super delati z ljudmi in jim pomagati. No, najlepša hvala. Za zaključek bi radi poudarili, da je tako teoretično kot praktično znanje za uspešno delo v zdravstvu zelo pomembno.
Upamo, da smo vam s svojimi razmišljanji približali izzive, s katerimi se srečujemo. Hvala, da ste bili z nami in nas spremljali. Morda se še kdaj lotimo česa podobnega. Lep pozdrav in veliko dobrega, predvsem zdravja.